Izvolite. Hvala lepa. Pozdravljeni še v mojem imenu, takole za konec. Jaz bi želela danes predstaviti, mogoče ne sam program Logouta. Imamo program, ki se imenuje Speak Out, najnovejši naš program, ampak bolj bi želela govoriti o izkušnjah, nasploh, ki jih prepoznavam recimo tudi znotraj drugih programov, ki jih imamo za zasvojenost. Mene bo tudi malo heco. Jaz sem štartala iz tega, kaj zloraba je. Zloraba je pravzaprav neko zavestno ali pa včasih tudi nenamerno, neprimerno ravnanje, ki otroku povzroči neko škodo, ga prestraši, ga poniža, ga razvrednoti. In tukaj v naslednji slabi urci se bom mogoče navezala ne toliko na take specifične primere zlorabe, kjer po zakonu lahko definiramo zlorabo, ampak mogoče malo takega sivega polja. Tako da res vabam k diskusiji, dajte razmišljati z mano, da skupaj pridemo mogoče do nekih zaključkov. V praksi lahko rečem, da na zlorabo, ali pa ne bom zdaj uporabljala besede zlorabo, ampak na neko vsebino, aktivnost, ki otroku povzroči škodo, neprijetna čustva, ga prestraši, poniža, vpliva več dejavnikov. Splet kot medij že sam je eden od njih. Druga je industrija aplikacij, ki vpliva na to področje. Starši z vzgojo, pomembne druge osebe, pa seveda tudi vrstniki. Splet kot medij kar tak specifičen, je drugač kot drugi mediji, kot radio, kot revija. Takoj nas zadovolji, takoj dobimo zadovolitev neke potrebe. S klikom, s pritiskom 1, 2, 3 pa je potreba zadovoljena. Poleg tega nam splet pravzaprav naključno, v neskončnost, ni zadnje strani, podaja neke vsebine, a so to novice, a so to komentarji, a so to lajki, bilo kaj. Ampak naključno nam to meče, ne vemo, kdaj bo prišlo in smo pravzaprav skozi malo na trnih, skozi malo pozorni in seveda naprave posledično ves čas čekiramo. Ustavlja se bom najbolj pri tejle industriji. Dajmo kar počakati, da se preklopi. Mogoče še tole o spletnem okolju. Če govorimo, recimo, mi imamo kar precej primerov medvrstniškega nasilja, spletnega. Jaz bom zdaj govorila samo o spletnem mediju, torej znotraj spleta. In seveda to medvrstniško spletno nasilje ima malo specifik od fizičnega nasilja. Splet je ves čas z nami, ves čas je dostopen. Včasih slišim reči, pa se to je nek virtualen svet, to je virtualno. Ampak ni. Posledice, ki jih žrtev čuti, so zelo realne. Zelo realne. Jih čuti čustveno in fizično, se pravi, posledica je zelo realna, ni nič virtualna. Izpostavljeni smo temu 24 ur na dan, ves čas je dostopno. Viralno se širi, nek neprimeren komentar ali pa taka sočna, bolj kaj sočna stvar, bolj kaj je prežeta ali z neko seksualno vsebino ali nekim nasiljem, bolj se to širi. In to se lahko zelo hitro viralno razširi povsod. Malo manj smo senzibilni, da prepoznavamo te spletne zlorabe. Mogoče se nam zdijo stvari bolj normalne, težje jih prepoznamo, smo bolj tolerantni. Ne moramo se mu omakniti. Če je učenec ali pa mladostnik v razredu žrtev fizičnega nasilja ali pa psihičnega zbadanja, se lahko omakne, gre iz šole domov v neko varno okolje. Če je žrtev nekega spletnega nasilja, se nima kam omakniti. Pravzaprav lahko ugasne napravo, lahko se odklop. Ampak je pravzaprav ves čas temu izpostavljen.
Specifika je tudi ta, da so na spletu, se poznate, lajkamo, pa šeramo, pa zelo hitro postanemo soudeleženi. Če pogledate kakšen, spomnite se primera, ko sta na Facebooku predvajali, zdaj že nekaj let nazaj, verjetno se spomnite, dva fanta sta pretepla prijatelja do smrti in posnetek predvajala na spletu. Ogromno delitev je dobil, celo lajke je dobil ta posnetek. Zelo hitro si soudeležen s tem šeranjem, lajkanjem. In s tem v bistvu tudi opazovalci, ki so posredno vpleteni, lahko postanejo žrtve. Storilce je seveda veliko težje izslediti, ko smo na spletu, vsi vemo, je naša inhibicija nižja, več si upamo, sploh če smo anonimni, veliko več, drugače se človek obnaša, drugače komunicira, in seveda posledično lahko tudi pripelje to do več nasilja. Ja, težko je nadzorovati to, ne da se ga zbrisati. Ki se ga bom pa zdaj malo bolj dotaknila, je pa še tale ekonomski interes. En primerček si lahko preberemo, klele. Takole ena mama se na nas obrnila, pravi, imam 15 let starega sina, nima volje do učenja, v šolo gre z muko, ne sodeluje, simulira slabost, ko ostane doma za računalnikom, igra igrice, njegov računalnik je edina motivacija, večkrat mi je že sunil denar, da si je preko spleta kupil stvari za igrico. Ja, govorimo o tako imenovanih mikrotransakcijah. A poznate, ste že slišali za ta izraz? Mikrotransakcije, so pravzaprav, govorimo zdaj o videoigrah, ki posredno lahko vplivajo na zlorabo oziroma, mogoče bom uporabila besedo manipulacija. Veliko iger je zastonj, večino iger dobiš zastonj, si jih lepo zdownloadaš, seveda, če želiš dobro igrati, če želiš biti konkurenčen drugim igralcem, ti igra ponuja, da dokupaš določene stvari, ki potem izboljšajo ali moč tvojega karakterja, ali dobiš boljše orožje, skratka, med gamerji je slišati izraz pravzaprav play to win, Cilj je zmaga, ki jo lažje dosežeš, če trošiš denar. In v igrah, v veliko igrah, igralec prejme tako imenovane lootboxe. Lootboxi so ponavadi ali v obliki zaprtih skrinjic, ali nekih, to se pravi, gre za naključno, igrati naključno podari takole skrinjico in ti ne veš, kaj je noter. Lahko je noter neka zelo redka stvar, draga, ki ti bo pomagala, lahko pa ne. Tukaj gre tudi za tako imenovan, oziroma gre dejansko za gambling efekt. Nekatere igre imajo še celo vizualno te lootboxe narejene tako kot slot mašin, da pravzaprav kroži, igralec pričakuje, in to je tisto učink adrenalin, pričakuje, kaj bo dobil, in potem lahko dejansko proda zaprto skrinjico, ali pa odpre, pa tvega in vidi, kaj je noter. In kakšne te stvari so lahko zelo, zelo drage. Recimo, to je primer enih takih skinov v igri, ki jih igralec lahko dobi. In na začetku recimo so bili te tako imenovani skini večinoma bolj estetske narave. Ti si to kupil, in je tvoj junak dobil tako orožje, ker so igralci so vsi vedeli, da je to več vredno, s tem si dobil eno psihološko prednost. V zadnjem času pa ne gre samo za estetski pomen, gre dejansko za to, da lahko bolje igraš s temi skini. Primer ene zelo drage takega skina, orožja za eno igro, pogledajte, $300,000. In seveda, kaj se dogaja? Pozvala sem prej, razmišljamo skupaj, govorimo o zlorabi strani industrije, ali mogoče manipulaciji, nekem sivem polju, ampak med igralci je odprt, razpreden trg, market,
ekonomija, kjer si pač te skine med sabo preprodajajo, a ne? Tudi za čista prav denar. Obstajajo spletne strani, kjer si to lahko izmenjuješ in prodajaš. In seveda tako posledično pride do tega, ko smo imeli prej prvni mami, nekajkrat mi je že sunil denar. Ni malo primerov, a ne, velikrat starši povejo zgodbe, a ne, kako zlorabijo master kartico ali pa ukradejo denar ali pa svojo žepnino, kar so dobili za darilo porabijo za to, a ne, da pravzaprav sodelujejo v tem marketu. Z vidika industrije je to manipulativno in spodbuja tudi k gamblingu. Druga stvar, ker se gambla v gamerski industriji, so turnirji. Verjetno ste slišali, se je bilo v zadnjem času tudi kar precej, a lahko jaz dobim bom takole mikrofon. Slišimo? Vse, ok. Skratka, ja, takole izgledajo taki turnirčki, če si predstavljate, ogromno igralcev, ogromno gledalcev, ogromno denarja se tukaj vrti in tako kot pri fuzbalu pa pri košarki imamo tudi tukaj stave. Ogromno 15-16, to se pravi mladoletnih otrok, stavi. A gre za zlorabo posredno, spodbuja k gamblanju in tukaj pravzaprav ni zakonskih jasnih opredelitev in omejitev. Nagrade na takih turnirjih so bajne. Če ste slišali pred kratkim prispevek na eni od televizij iz igre Fortnite, je bilo to kar nekaj milijonov za prvo uvrščenega. Zelo mamljivo, zelo fajn, veliko denarčka se tukaj suka in seveda industrija ima svoj interes. Letno se v igričarski industriji, pa to je samo iz naslova nakupa iger, pa unih mikrotransakcij, brez telih turnirjev. Letno je prihodek te industrije okrog 35 milijard dolarjev. 35 milijard, to je podatek za 2018. Proračun ima za primerjavo, slovenski proračun je 9 milijard evrov. Pa cela država živi, se pravi si predstavljate ogromno denarja in tukaj je interes, seveda je interes in veliko proizvajalcev, veliko industrije zaposluje strokovnjake, ki niso samo programeri pa dizajnerji, ampak so tudi psihologi, sociologi, to se pravi nekdo, ki zelo dobro pozna vedenje ljudi. Večinoma pa targetirajo na mladoletne ciljno skupino, ki ima tudi seveda, tako kar je prej gospa dr. Bregantova razložila, mladostnik do 25 leta, mladostnik, se to je že mlajši odrasel, ampak nima še samokontrole razvite. Samokontrola je že razvojno nižja v obdobju adolescence. Ne zmorejo sami tega kontrolirati, rabijo pomoč od zunaj, ampak seveda industrija to zelo fino izkoristi. Ja, to so teli skini. Ena zanimiva zloraba, bom rekla, ali pa manipulacija, prank, izziv, na katerega sem tudi naletela, je tako imenovan swatting. A ste to že slišali, poznate? Swatting. Tudi jaz sem to pred nekaj tedni prvič slišala, namreč gamerji, govorimo tudi o tej ciljni skupini, velikrat svojo igro, to se pravi igranje, prenašajo v živo, to se pravi streamajo. Večinoma, če govorimo o igrah, je to na Twitchu. Gamerji imajo Twitch, tako kot imamo mi ostali YouTube. Oni na Twitchu spremljajo v živo prenos takih iger. In v zadnjem času je prišlo do pojava, kjer gledalci, ki gledajo, se pravi, lahko so to tudi gamerji ali pa nekdo, ki ga to zanima, ki gledajo ta neposredni prenos, igralcu, ki streama, pokličejo anonimno policijo, da se v tej pa tej lokaciji odvijajo teroristične aktivnosti, da je prisotno orožje in da so ljudje v nevarnosti. In k gamerju prileti takole swatting ekipa in predstavljati si, da gre to vse v živo. Gamer streama,
Kamera pol posname pač tako SWAT ekipo, ko vdre gamerju. In to je seveda za gledalca malo bolj zanimivo, kot mogoče kakšen gamer, ki je še malo bolj zanič. Ja, in to se pojavlja. Zdaj, a je to zloraba, a so tukaj žrtve? Seveda so. Seveda so. Dajmo še kakšno reči o socialnih omrežjih, ne samo igre. Socialna omrežja so platforma, kjer je ogromno zlorab, ogromno fizičnih, ekonomskih, spolnih in tako naprej. Tole je en primer spet, ki na nas se je obrnila pravzaprav punca, rekla, stara sem 16 let, veliko časa preživim na socialnih omrežjih, na klepetalnicah, rada spoznavam nove ljudi, zanimivo je, če se s kom, ki ga ne poznam, povežem. To ne zaznava kot toliko problematično. Skrbijo, oziroma problem, ki ga je punca izpostavila, je ta, da je žrtev nasilja strani sošolcev. Ustvarili so vsaj 5 lažnih profilov pod njenim imenom, pod njeno fotografijo in na tem omrežju oziroma na tem profilu si izmenjujejo komentarje, žalijo to punco, jo sramotijo, dajejo gor fotografije, ki so fotoshopirane, zretuširane in jo prikazujejo v zelo neprijetni luči. Skratka, dejansko punca je žrtev. Takih primerov imamo kar veliko. In če govorimo o socialnih omrežjih, veste, da večino socialnih omrežij ima pravzaprav strani proizvajalca omejitev 13 let. Mladostnik mora imeti uradno 13 let, da si lahko odpre profil ali na TikToku, ali na YouTubeu, pardon, na Instagramu, Facebooku in tako naprej. Je pa to kar nizka starost. Z vidika ene strokovne presoje bi jaz rekla, da je ta meja 16 let. Prav zaradi tega, kar se na socialnih omrežjih vse dogaja in kakšna sporočila dobivaš od njih. Raziskave so pokazale, da pravzaprav, kolikor je to paradoksalno, ampak da družabna omrežja povzročajo porast depresivnosti, anksioznosti med mladimi, pa tudi občutek osamljenosti. Več časa, ko mladi preživijo na socialnih omrežjih, bolj sebe zaznavajo kot zadovoljne, manj so zadovoljni. In v eni raziskavi, kjer so odrasli odpovedali Facebook za en teden, so postali malo bolj zadovoljni, malo bolj so se počutili. Bolj so bili tudi empatični. In v zadnjem času dejansko tudi med mladimi od 16 do 24 let obstaja trend zapiranja socialnih omrežij, ukinjanja. Ste kaj zaznali tudi vi? A je kdo od vas ukinil kakšno družabno omrežje v zadnjem času? Bravo, super, ja. V bistvu se kaže nek tak trend prav zaradi tega vpliva. Tukaj je nekaj naštetih najbolj popularnih, vse verjetno jih poznate, med osnovnošolci je Snapchat zelo popularen, tudi Instagram je pol bolj za srednjo šolo, Viber imajo tudi zelo radi, tudi osnovnošolci, Facebook je bolj za starejšo populacijo že in med mlajšimi opažam porast uporabe TikToka. TikTok je tudi neka funkcija družabnega omrežja. Vedno je tako, ko bomo starejši odrasli prišli na TikTok, bo pa mlajša generacija šla drugam. Išče nek svoj prostor, neko svojo intimo, s čimer ni nič narobe. Pomembno pa je, da odrasel zna svojega otroka, mladostnika podučiti, opremiti z vsem, da bo na tem socialnem omrežju resilient, da bo odporen in na komentarje in na recimo število lajkov in podobno. Ja, socialna omrežja so tudi seveda krasen prostor za sexting, grooming. Takih primerov kar precej obravnavamo, pa bom kar tudi z enim primerom začela, samo da se premakne.
Ja, takole se je na nas obrnil, lejte, 14-letnik, sam. Je rekel, 14 let imam, čez par dni bom 15. Odvisen sem od sextinga, je zapisal, odvisen sem od sextinga. Preko Snapchata sem si izmenjeval gole fotografije z neznanci, ki niso bili vsi polnoletni prav. V zadnjem letu sem si na mojo pobudo, on je iniciral, izmenjal več kot 500 golih fotografij. Z ljudmi, ki jih ne poznam, ki ne poznajo mene. Njihove username od Snapchata sem dobil na spletni strani Sexting. Zadnje čase me je pa začelo skrbeti, kaj se bo zgodilo z mojimi fotografijami. Niso mu vsi odgovorili in vrnili njihovih intimnih fotografij in je začel razmišljati, kaj pa če bom kdaj slaven, kaj pa če bom kdaj politik, kaj pa če bom kdaj učitelj ali pa vzgojitelj. Se mu je začel motati po glav, stisnilo ga je in se je takole na nas obrnil s takilim mailom. Mene je v bistvu malo šokiral tale stavek. Njihove username od Snapa sem dobil na spletni strani Sexting. Ok, grem jaz to preveriti in najdem cel kup spletnih strani, kjer lahko oseba dobi username različnih socialnih omrežij, ljudi, ki delijo gole fotografije. To ni Darknet, to je Google. Zgooglala sem tole. In ti lahko pravzaprav izbereš tudi državo, spol, spolno orientacijo, live chat, torej kje, lokacijo, lahko dejansko po nekih kategorijah izbereš in dobiš ven username teh ljudi. Tole je primer dejansko usernameov iz Snapchata. Seveda, ko sem šla dol pogledat, tole je nedolžno, nisem dala gor tistih, ki so bili zelo eksplicitnimi fotografijami. In seveda pri večini piše 18+, ker je to pogoj, da sploh lahko verjetno sodeluješ, ampak dejstvo pa je, da so tu zadaj skriti mladoletni otroci, mladostniki. Ja, tudi en tak primer, kako dobiš. In ta fant, ki nam je pisal, je tako najdel 400 takih oseb, se z njimi povezal in si izmenjal ogromno golih fotografij. Jaz se tukaj zdaj sprašujem, kaj lahko naredi industrija? Kako lahko Snapchat kot proizvajalec, kot se pravi ena konglomerat ljudi, dovoli uporabo sploh imena Snapchat na eni takili spletni strani. Ne vem, diskusija, a je to zloraba, kaj bi lahko naredila, Ja. Druga stvar, ki je vezana na socialna omrežja, so določeni izzivi, ki na socialnih omrežjih potekajo. Verjetno ste že slišali za izziv Blue Whale, to je bilo nekaj let zdaj že nazaj, je bil zelo aktualen in se je preko Facebooka torej širil. Nekateri izzivi so čisto luštni, nekateri izzivi so humanitarni, nekateri izzivi so pa zaskrbljujoči. Recimo Blue Whale, mogoče če pojasnim, šlo je za izziv, kjer je sodelujoči, ki se je v ta izziv vključil, pa zdaj ne bom več uporabila besedo izziv, ampak kaznivo dejanje, je mogel narediti 52 nalog. Dobil si 52 nalog, ki si jih mogel narediti in to vse evidentirati preko Facebooka, da so to pač gledalci, tisti, ki so to spremljali, videli. Znotraj teh 52 izzivov oziroma nalog so se začele malo bolj take preproste, ampak vse so bile povezane s sprožanjem strahu. Recimo, zbudi se sredi noči in si prižgi grozljivo glasbo. Ali pa vstani sredi noči in pojdi na streho in se po strehi sprehajaj po robu. Ali pa oglej si grozljivko. In te izzivi so se stopnjevali do te mere, da je bil eden od izzivov tudi samo poškodovanje, se pravi, uriši si tega kita z nožem na telo in pokaži fotografijo. Zadnji izziv je bil pa samomor.
V tujini so bili primeri, kjer so to povezali s tem izzivom. Tudi v Sloveniji poznam en primer, ki se je zgodil pred kratkim lani in ga povezujejo s tem izzivom modrega kita. Momo izziv, ta je bil pa letos aktualen, ga poznate? Momo, tale lutka. Tudi ne gre toliko za izziv, kakor gre bolj za ustvarjanje strahu. Tale Momo lutka naj bi se pojavljala znotraj otroških risank. Tuj se Pepe se za par sekund pojavila pa skrila. Seveda otroku spodbudi to en blazen neprijeten občutek, strah. In širila se je skupaj s to podobo zgodba, da kdor tega Momota vidi, bo doživel nesrečo, družina bo trpela in tako naprej. Veliko je še takih izzivov. Mogoče poznate izziv, nekaj, ne vem, je bilo lani, je bilo letos, kjer si voznik, ki vozi avto, je ob določenem komadu od nekega popularnega pevca mogel stopati iz avta in odplesati ta komad ob tem, ko se avto vozi naprej brez voznika. Poznate? Ja. Seveda lahko sklepamo, da je bilo veliko nesreč. Ali pa izziv nabasati si čim več manj šmelovov v usta. Prišlo je do zadušitev. Vemo pa, da so mladostniki zelo ranljiva skupina, ker si želijo pripadati, ker želijo dosežke, ker želijo pokazati. Sploh tisti z malo nizko samopodobo so zelo dojemljivi za take tovrstne izzive in socialna omrežja z tega vidika so zelo problematična. Nemoderirani forumi, ravno tako. Veliko igralcev, seveda gamerjev, ali pa, če ne govorimo o gamerskih forumih, tudi o drugih forumih, se med sabo pogovarjajo med igro in veliko takih forumov ni moderiranih. Se pravi, te ne bojo benali, če boš žalil, preklinjal ali pa podobno. Tole je samo en primer, tukaj je samo obkrožila ta komentar, ki je seveda zelo, zelo žaljiv. Get cancer and die fucking trash Jew, I will guess your families. Še grožnje so noter. In jaz, ko poslušam recimo starše, ki imajo doma fante, dekleta tudi, ki igrajo, ne morejo verjeti, kakšen besednjak slišijo ob tem, ki igrajo. Kletvice, žaljivke, veliko rasizma, se pravi, in tudi med svetovanci, s katerimi delam, opažam. In seveda na to vpliva možnost nemoderiranega foruma, da se take vsebine širijo. To je tudi primer enega takega komentarja. Če zdaj govorimo z vidika vzgoje, to je bil zdaj en tak čist kratek, samo za razmislek, da nam da misliti, koliko industrija dejansko vpliva na pojav zlorab spletnih. Druga stvar so pa seveda starši, vzgoja. Neprimerne vsebine, veliko časa pred napravam, naprava v funkciji varušk, naprava v funkciji pomiritve otroka, da ga uspava starš, da mu lahko zobke umije, da ga lahko postriže, da mu nohte postriže, da je v čakalnici pri zdravniku miren pa tiho. Takrat je seveda najlažje ga umiriti z neko spletno vsebino, ki je njemu všeč. Pujsa, Pepa, ne vem, telebajski, karkoli, pa bo pozornost na tistem. Ja, se zgodi, seveda se zgodi. Če se dogaja, ali lahko govorimo o zlorabi? Ali lahko govorimo o zlorabi? Neprimerne fotografije, še ena taka tema. Starši, ki fotografije svojih otrok, dojenčkov dajejo na družabna omrežja. Starši, ki še celo za svoje otroke naredijo čist cel profil in objavljajo razne fotke, ki so seveda njim kot staršem ljubke, pa prijetne, bratec pa sestrca v banci, ki se kopata, krasno, ampak, a je to primerno za na splet? A je to za vse oči ali je to za družinski album? Se mi zdi, da včasih malo menjamo družinske albume pa socialna omrežja. Družinske albume smo dali v predal, pa smo jih zaprli. Tam so se take slike seveda znašle. Ena stvar, ko bi pa zdaj še en čist kratek posnetek pokazala, v angleščini je, gre pa tudi za zlorabo otrok strani staršev, ta konkreten primer je iz YouTube channela, kjer starš zato, da nek YouTube channel naredi in se pravi predvaja svoje posnetke, za večjo gledanost
zlorablja tudi svojega otroka. Dajmo si pogledati, pa bomo lahko pol malo pokomentirali. V angleščini je. Je pa iz ene oddaje prispevk. The Maryland couple who famously pranked their children from their YouTube channel has lost custody of 2 of the 5 children in the home. The Frederick County Sheriff's Office says it helped carry out their removal per a court order. Emma and Cody were placed with their biological mother. I bought this here. The controversial video shows parents Michael and Heather Martin spraying disappearing ink in their son's bedroom and then blaming him for it. Why did you run? On the carpet. Get out of here, my baby! Oh my God! The parents came under fire for the prank video, which many viewers called cool. But they told Inside Edition it was all in good fun. You guys got pranked hard. They did. Honestly, we were all just having fun. After everything, they laughed about it. They admit they may have gone too far, especially seeing Cody so distraught. It does bother us. In that prank, we got carried away in the moment, and we really never meant for any of this to be taken this way. Yes, you did. In a statement, an attorney for the Martins said all information will be presented to the court at the appropriate time. For InsideEdition.com, I'm Mara Munson. Ja, torej, se ste verjetno razumeli. Starša sta imela YouTube channel, kjer sta gor dajala različne posnetke, kako prenkata, torej potegavščina, ja, potegavščino nekako so potegnili svoje otroke in so snemali njihove odzive. A ne? In te odzivi so bili srce parajoči za gledati. A ne, se ste videli en kratek odlomek. Se pravi, ste videli tega otroka v stiski, oba zelo v stiski. Starša imata pa v mislih število ogledov, a ne? Število subscriberjev, pa seveda število dolarjev, ki s tem pridejo. In takih channelov in takih influencerjev in tako naprej je ogromno na spletu, ki zlorabljajo tudi svoje otroke za zaslužek. A ne? Mislim, da tukaj se pa lahko strinjamo, da gre za zlorabo. A ne? Ja. Ker sem pri koncu, a ne, bi mogoče samo še, prej je že Tina Bregantova zelo lepo povzela, kako prepoznamo, a ne, ampak na kratko, sprememba vedenja, psihosomatika, vase se zapirajo, če gre za spletno vsebino, mogoče starši opazijo, da nočejo več toliko na splet, da se izogibajo določenim ali YouTubeu, ali Snapu, ali Snapchat rata kar naenkrat brezvezen, ali pa TikTok, a ne, takrat je lahko alarm, da se kaj mogoče dogaja. A ne? Sprememba fizičnega izgleda, upad uspešnosti, nočne more in tako naprej. Jaz, ko delam po šolah, a ne, pa to sem tole petko, ki jo tako veselo zdaj okrog širim, sem spoznala prav lansko leto tukaj na temle predavanju, na eni od delavnic, a ne, in sem posvojila tale princip. Skratka, kaj lahko otroci naredijo, a ne? Jaz jim rečem 5 stvari. Vedno screenshotajte vse dokaze. Če se pogovarjaš z osebo, sploh če je to neznanec, delaj screenshote, lahko bojo prišli prav. Če kdo grozi, če kdo poskuša izsiljevati, ne odgovarjaj, blokiraj ga, prijavi neprimerno vsebino, ker večina teh omrežij omogoča, da proizvajalcu prijaviš neprimerno vsebino in povej zaupni odrasli osebi. Teh 5 stvari, če si otroci mladostniki zapomnejo, je že kar veliko. Ja, te izkušnje sem zdaj, kakor sem rekla, iz naše prakse potegnila. Logout verjetno poznate, zato tukaj se ne bom predolgo ustavljala, ampak bi mogoče samo ta naš program nov, ki je namenjen žrtvam spletnega nasilja, pa ne samo nasilja, dajmo reči, ki je namenjen rizičnim spletnim vedenjem. Imenuje se Logout Speak Out. Program je brezplačen, financiran strani ministrstev, tako da se pravzaprav za svetovance
ni neke finančne udeležbe, a ne? To je tale log out and speak out. Ja, jaz bi se na tem mestu zahvalila za pozornost, povabila bi seveda k diskusiji, veliko vprašanj sem odprla, a ne? Tako da, če ima kdo kakšno vprašanje, kar prosim.